Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami, Peter Mikša, in prinašam vam novo epizodo, novo zgodbo iz bogate zgodovine slovenskega alpinizma. Danes imamo ob sebi novega stebra, Slovenca, ki je v svojem plezalnem življenju stopil na toliko osemtisočakov, kot imam prstov na roki, torej 10. Verjamem, da ste že na nek način našli svojo tarčo. Ja, to je Viki oziroma Viktor Grošelj. Spoštovani Viki, lep pozdrav. Naj na kratko predstavim tega izjemnega Slovenca, izjemnega alpinista, ki je s svojimi dosežki zaznamoval ne le slovenski, ampak tudi svetovni alpinizem. Viki Grošelj je prvi Slovenec, ki je osvojil vse najvišje vrhove 7 celin. Prav tako je slovenski rekorder po številu osvojenih 8000-akov. Povzpel se je, kot smo že omenili, na 10 od 14 najvišjih gora sveta. To je na Makalu, Manaslu, Broad Peak, Gasherbrum 2, Cho-Oyu, Everest, Lhotse, Shishapangmo, Kanchenjungo in K2. Na vse naštete razen na Makalu, Everest in Kanchenjungo se je povzpel brez dodatnega kisika. Med njegovimi podvigi je tudi smučanje z 8000-aka. Z vrha Cho-Oya se je spustil s smučmi. Alpinizem ga je prevzel že pri 15, ko se je leta 1967 pridružil alpinističnemu odseku Planinskega društva Ljubljana Matica. Prve korake je naredil v plezališču Turnc, nato pa se je že kmalu podal v višje, strmejše stene Alp in drugih gora. Viki je sodeloval na več kot 30 odpravah v tuja gorstva, med njimi tudi na legendarni jugoslovanski odpravi na Makalu leta 1975, kjer so slovenski alpinisti prvič stopili oziroma osvojili 8000-ak. Viki je bil eden izmed tistih, ki so stali na vrhu. Za svoje dosežke je prejel številna priznanja, med njimi 2-krat Bloudkovo nagrado, leta 1975 za osvojitev Makaluja in leta 1979, ker je bil v ekipi, ki je preplezala v Himalaji novo smer na Everest in seveda pristopila tedaj na vrh. Leta 2002 ga je predsednik Milan Kučan odlikoval s častnim znakom Svobode Republike Slovenije za izjemne alpinistične dosežke in tudi za promocijo Slovenije v svetu. Viki Grošelj ni le izjemen alpinist, ampak tudi priznan pisec in publicist. Napisal je 19 knjig in sodeloval pri več kot 20 drugih publikacijah, vključno z znamenito Seven Summits, pa tudi Die großen Wände, ki sta slovenski alpinizem na nek način ponesli v svet. Njegove knjige niso zgolj alpinistični dnevnik, raziskujejo tudi zgodovino, kulturo in življenje ljudi v gorah, katere opisuje v knjigi. Med letoma 2005 in 2013 je s televizijo Slovenija pripravil dokumentarno serijo Velikani Himalaje, kjer je predstavil vseh 14 8000-akov in zgodovino vzponov nanje. Viki Grošelj je človek izjemnih vzponov in raziskovalnega duha. Nedvomno je eden največjih ambasadorjev slovenskega alpinizma v svetu. Kako se je Viki znašel v svetu vertikale? Kje se je vse začelo?
s kom je plezal, katere smeri gore so mu najbolj ostale v spominu. Vse to bomo lahko zvedeli v današnjem pogovoru. Prisluhnimo torej, kaj mi je povedal, prisluhnimo zgodbi Vikija Grošlja, prisluhnimo njegovi alpinistični zgodbi. Dragi Viki, spoštovani Viki, lepo pozdravljeni, da ste tukaj z nami. Naj začnem kar s prvim vprašanjem, standardnim že v sklopu teh naših pogovorov, kronološkim vprašanjem, seveda, ki zaznamuje naš pogovor. Kdaj in kje se je vse pri vas začelo? Torej, kdaj ste začeli plezati, kje in v bistvu zakaj prav tam oziroma zakaj sploh? Z alpinizmom sem se začel ukvarjati prezgodaj. To je bil 6. razred osnovne šole. Do mojega stika s plezanjem je prišlo pravzaprav čisto naključno. Nobenih vzornikov, niti tega nisem vedel, kaj alpinizem je. S mojimi otroškimi kolegi smo se enkrat s kolesi vozili čez Savo proti Šmarni gori, po naključju naleteli na Turenc pod Grmado, zagledali tam nekaj ljudi, ki so plezali po tistih skalah, radovednost, kaj se pa dogaja. Rekli so, da imajo plezalno šolo, a bi lahko tudi mi, pa so nas malo gledali, ko smo bili taki bolj majhni. Jaz sem rekel, lahko samo morate prinesti od staršev nekako dovoljenje, da vam pustijo. Tisto dovoljenje je bilo zlahka dobiti, odpeljali smo se domov, smo sami napisali, prišli nazaj in čez eno uro smo bili že člani alpinističnega odseka Ljubljana Matica, kar je bilo zanimivo. In zdaj, ko gledam malo nazaj s temi izkušnjami, ki jih imam, sem imel na nek način neverjetno srečo. Kajti naletel sem na izkušene ljudi, ki so imeli dejansko že nekaj znanja in pod njihovim vodstvom sem se začel razvijati. Če bi to sam nekje začel, ne vem, kako bi se končal, ker tista prva 3 leta, recimo, so po svoje najbolj nevarna. Takrat si najbolj nor, pa najmanj veš, za kaj gre. In tako rekoč v tem smislu, če skrajšam, čista radovednost me je pripeljala v to, pa ob tem sem imel veliko sreče, da sem naletel na ljubljanske matičarje, katerih član sem še vedno, seveda. Kdo pa je bil vodja alpinistične šole takrat? Takrat mislim, da je bil Tonač, Miket Strašler, vem, da je bil tudi zraven, Šrauf je bil pa načelnik odseka, Stane Belak, s tem, da je bil to, o njem smo veliko slišali, takrat ne vem, zakaj ni mu časa hoditi na plezalno šolo, na Turenc, ampak smo ga potem spoznašali kasneje. Tako da to so bila taka imena, ki smo jih potem seveda iz dneva v dan bolj z odprtimi očmi gledali, pa seveda z velikim spoštovanjem. Kakšno opremo pa ste uporabljali na začetku, torej čisto na začetku ste imeli sploh kakšno opremo in tudi v prvih letih vašega udejstvovanja? To so vse informacije, ki so prihajale potem z alpinističnega odseka Ljubljana Matica. Plezali smo še z železnimi karabinci na začetku in z konopljenimi vrvmi. Takrat še ni bilo, ali pa so bile strašno redke. In spomnim se še teh vzponov na Turencu, ker je bilo plezanje malo višje težavnostne stopnje, kar je bilo takrat na nek način čist mimo. Veliko boljše bi bilo, če bi to po hribih, kakšne 2, 3 plezali. Tam smo pa zelo hitro prišli v te 5. pa 6. težavnostno stopnjo, to so bile raztežajne smeri, ampak vem, ko si se fajn obesil v karabinc, ga nisi mogel več izpeti, ker te železdi so bili takšni, da so bili zelo težki, drugič pa nemogoče je bilo, če ga malo preveč našponov, je bilo že konec. Tako da to so bili začetka, potem se je pa zelo hitro to spremenilo. Imam še zdaj, mislim, da doma nekaj te železne, tako za prijazen spomin na tiste čase. Potem smo pa že kar začeli seveda z aluminijastimi, to je bilo iz Italije, se je to potem prinašalo k nam, pa tudi že najlonske vrvi so se pojavljale. Kaj pa čelada? Kakšna čelada, nekaj brezveznega, do čelade nismo imeli nobenega odnosa, skoraj smo bili to še tista generacija, ko so imeli klobuke, pa so si malo pod papir tlačili spodaj, ampak tudi podobno kot same aluminijaste oponke,
je potem pa kmalu nekako prišla čelada. No. Plezalniki ali okovani čevlji? Za mene sem še to zelo značilni človek te stare generacije, ne okovani čevlji in ne plezalniki, ampak te klasični gojzarji. Skratka, je bil že vibran podplat, ampak s temi klasičnimi alpininimi, lahko rečem, gojzarji sem jaz pravzaprav naredil v življenju vse, tako rekoč, kar se tiče naših hribov. Ne samo, da smo jih imeli, klasičen gojzar je bil za vse, torej za plezanje poleti, tudi za smučanje po zimi. Jaz sem se dobro naučil smučati pravzaprav v teh alpininih gojzarjih za plezanje in za smučanje, in ko sem potem čez leta dal prve pancarje na noge, se mi odprla nebesa, da je to pa res super, ampak tisto občutek za smučanje sem pa jaz dobil v gojzarjih. To se pravi, gojzarji so bili alpinini alfa in omega tako poletnega kot zimskega alpinizma in tudi smučanja. Plezalni pas je že bil ali ste se še vezali? Ne, mi smo še začenjali navezavo vrvi okoli pasu, se pa kmalu potem malo pa smo bili inovativni. Kolega Marjan Brišar, vem, da je imel neke sorodnike v Franciji in so mu poslali pravo plezalno vrv, ampak dolgo samo, mislim, da 10 ali 12 metrov. Ne vem, kako so takrat razmišljali, da za otroka je dovolj tako dolga vrv. In kaj sva naredila? Razrezala sva tisto vrv na polovico in si naredila iz tistega pravzaprav pas, tako da malo nek sedlar nama je to prešil, tako da so bile 4 vrvi, tako rekoč okoli pasu, tako lepo zložene in prešite, in 2 sta bile takole, 2 pa še mehko bolj naprej, tako da sem se lahko skozi tisto privezoval. In je bil tako zelo prijeten občutek, da si imel namesto ene vrvi, ki je zelo rezala, v bistvu 4 okrog. Ni bilo pa še nobenih sedal narejenih ali kaj takega. Tako da plezalni pas, prvi tak zaresni, mislim, da sem dobil leta 1975 na prvi odpravi, torej na Makalu. Takrat sem prvič v življenju pas nekako videl, dobil in se mi je to strašno imenitno zdelo. Medtem ko do tja, pa tiste boljše stvari smo pa lezli s tistim mojim improviziranjem, ki je bil zelo modern, torej lahko rečem 4-krat manjši pritisk na ledvico, če so bile 4 vrvi. Tako da to so bili te začetke. Da skočimo še malo nazaj, katerega leta ste začeli plezati, torej prišli? 66, leta 1900, tam že 65, mislim, se je začela tista šola, 66, 67 sem pa opravil svoj prvi vzpon, to je bilo pa v gorah, ker prej smo v glavnem plezali na Turencu in to je bilo to. Potem smo šli pa na zaključek plezalne šole v Vrata, junija že, takrat je bila zima z ogromno snega, vsi so se čudili, zakaj gremo v Vrata, ker še toliko snega, ampak Šrauf je bil takrat seveda glavni in taka lepa zgodba. Zvone Andrejčič, moj soplezalec, oziroma je bil takrat star sicer 2 leti več kot jaz, torej on je bil 17, jaz 15, in seveda je pa že splezal čopov steberom prej, in ga je Šrauf nekako določil, kam bo še kdo, in me je dal Zvonetu Andrejčiču in me je peril v slovensko smer. Jaz sem bil strašno pod vtisom tega. Bil sem kar uplezan v tem smislu, da tam na Turencu tisti previsi 5-6 stopnja mi ni delalo nobenih težav, ampak ta seveda širina Triglavske stene je bila pa zame strašno doživetje. Ker je bilo toliko snega, so tako rekoč komaj kje zagrabila skalo pri tistem mojem prvem vzponu. Po snegu, tako rekoč, sva prišla čez steno in me je potem tudi varno spravil v dolino. Kot pravim, meni se je zdelo neprimerno lažje tisti plezalni predeli, kot so bili tisti na Turencu, ampak po drugi strani sem pa zaznal, pa začudil tisto veličino stene. In takrat mislim, da se je pa začelo tisto, da nisem več toliko vedel plezati. Jasno, to je bilo bolj tehnično, pravzaprav se tam po Turencu zvirati ni bil noben problem, ampak to prenesti v hribe, to se mi je zdelo pa fenomenalno. Čist navdušen, mimogrede, dolga leta sem nekako hotel, da bi z Zvonetom Andrejčičem nekako za 50-letnico mojega prvega vzpona, da bi ga ponovila, ampak se je žal par let pred tem ponesrečil,
Ampak sem pa vseeno njegov prijazen spomin na to, no, da sva to naredila z Denom Cedilnikom pa Rafkom Vodiškom, potem za 50 let to šel odplezati, no, tak spominski vzpon za mene osebno, kot pač moj prvi, pa predvsem za Zvoneta, ne, ker kasneje se nisem nikoli več navezala na vrv, čeprav sva pa bila oba člana odprave na Everest leta 1979. Tako da so se doskrat še videla, ampak življenje pač gre po svoje. Ne. Ste generacija, ki je na nek način zrasla na Turncu, to pomeni, da je tudi že trenirala za vzpone, lahko rečemo skoraj. Kdaj ste začeli resnično razmišljati o pravem treningu za vzpone v hribih, tudi aerobne teki in tako naprej? Ste le na nek način iz tega faha, ne, torej poklicno šolani tudi v to smer, verjetno ste imeli znanja. Kako se je to dojemalo takrat? Nihče ni nič treniral, niti nismo kaj dosti, ker smo se preganjali, pa malo tekli okrog ali pa se ukvarjali s kakšnim drugim športom, to je bil itak trening, drugače pa ko boš treniral, ti pa treba plezati. To je bilo takrat tisto stališče, ki se je zdelo vsem logično, tako celo malo podcenjujoče se gleda na trening. Ne. Vse skupaj se je potem začelo seveda po letu 1977, ko sem se vpisal na visoko šolo za telesno kulturo, tudi 2 leti pred Everestom, in so me kar takoj določili, da ne bi skušal voditi torej trening priprave za odpravo Everest, in sem se s tem tudi kar ukvarjal, seveda pa s pomočjo mojih profesorjev na fakulteti. Ne. Takrat vem, da me Cveto Pavčič, ne, ki je bil drugač torej rokomet in tek na smučeh je imel čez, mi je pomagal malo s tistimi svojimi treningi, predvsem za te aerobne sposobnosti. Ne, in takrat je bilo to za nas tako rekoč nekaj novega. Ne. Smo pa seveda zaradi cilja, ki je takrat bil, ne, Everest je bila le zgodba neprimerljiva s katerokoli sedaj, ne, smo vse jemali strašno resno. Ne, in smo potem tudi zelo, zdaj po tistih veliko tekli, veliko trenili in tudi obenem seveda plezali. Ne. Tako da smo bili menda strašno dobro pripravljeni po vseh, ker smo to tudi redno se testirali in po nekih podatkih, če se prav spomnim, smo imeli boljšo pljučno kapaciteto kot vaterpolo reprezentanca Jugoslavije, ne, kar je pa, oni so tudi bili kar fizično še taki orjaki, ne, ampak smo jih v tem smislu pa kar, dobro smo bili pripravljeni. Vem, da je tudi puls ni imel nihče v mirovanju nad 60, se mi zdi, ampak tam med 50 in 60. Ja, nekje sem prav zasledil te priprave za odpravo na Everest, torej tek na Triglav in nazaj je bil tako po kosilo, skoraj, če se lahko pohecamo. V bistvu ste bili začetniki gorskega teka ali pa traila, kar je zdaj zelo popularno, že pred 40 leti je bila ta dejavnost zelo aktualna. Ja, seveda, boh ne daj, da bi se hotel siliti tja, kot da smo bili kakšni začetniki, ampak to je na ključe hotelo, res je šlo za to hitre vzpone, pa predvsem vztrajnost. Ne. Treba je čim dlje časa vzdržati, ne, na tem. In kot pravim, v tem je bilo veliko enega tazga navdušenja, enega entuziazma, ne. Veliko več kot pa neke res strokovne podlage za te stvari. Ne. Tako da to so bili taki lepi romantični časi ali pa romantični časi treninga, lahko rečem. Ne. Kasneje, ali pa če da je primer z današnjimi časi, se je to drastično spremenilo. Ne. Tudi to je bila razlika, ne, takrat. Jaz vem, da sem na Makalu, mislim, in potem tudi na Everest prišel z vzponi, ko sem je, 25-30 vzponov na leto, pa z vsemi turnimi smuki vred, ne, ko sem jih štel zraven. Ne, od tistih, recimo 20 vzponov je bilo kupica še trojk pa štiric, ne, da bi rekel, 5 vzponov je bilo takih resnih, ne, 5-6 ali pa kakšen zimski še zraven, ampak če bi danes, recimo, prišel s takimi vzponi kandidirati v neko ekipo državno reprezentanco, kar smo takrat nedvomno bili, bi se ti smejali, ne, bi ti dal še malo potrenirati. Ampak to so bili pač drugačni časi, tako se je to dojemalo in na nek način sem vesel, da smo še vendarle bili en del tazga romantičnega alpinizma. Ne. Ko se ti, če se si treniral, če se ti ni, pa nisi. No. Ampak so pa kar rezultati, so pa vendarle bili. Verjamem, da je v tem bilo tudi veliko tistega, rekel,
psihične priprave ali pa da je glava pravzaprav je pomembnejša kot pa fizična priprava. In seveda je pa po drugi strani res, če si pa ti fizično dobro pripravljen, je pa glava še toliko bolj mirna. Ne? In tako smo nekako to dojemali, doživljali in uspehi, ki so nam ali pa sledili temu pristopu, so bili res izjemni. Tako da smo bili hitro potem v tem širšem svetovnem, recimo himalajskem vrhu, ne, in to nas je potem spet dodatno nekako navdarjalo za tako mirnostjo, ne, saj smo kar dobri, ne, in potem pa stvari lažje in lepše tečejo. Kdo pa so na začetku čisto bili, torej ko ste vstopili v ta svet alpinizma in spoznavali tudi akterje, torej alpiniste, starejše generacije, pa morda brali knjige in spoznavali alpiniste iz tujine, vaši vzorniki, morda doma, na tujem ste poznali kakšne Francoze, ne vem, in tako naprej? Čista klasika, se ne bom dosti razlikoval od ostalih iz moje generacije. Pri nas je bilo jasno, Tone Sazonov je bil tisti moj. Jaz lahko štejem kar med 3 svoje mentorje, za katere bi lahko rekel, da so zelo vplivali na mojo gorniško kariero. Tonač na tistih začetkih, imel sem še eno tako tragedijo osebno v družini. Leta 1970 se je moj brat Silvo ponesrečil v francoskih Alpah, kjer sem imel kar težave s tem, da sem to predelal, kajti imel sem, kljub temu, da je bil 4 leta starejši, sem imel občutek, da sem ga jaz navdušil za alpinizem. Jaz sem začel plezati, ko je bil on še v Jugoslovanski ljudski armadi, in seveda, ko je prišel domov, smo bili mi že en korak malo naprej, pa se nam je tako navdušeno pridružil, ampak skratka, tragedija je bila srhljiva. Vse, kar smo do takrat, ali pa sem si zgradil, se je podrlo. In po tej nesreči sem ugotovil, da se goram ne bom mogel odpovedati, in takrat se mi zdi, da je Tonač pa tako prevzel na tako malo roko in nad mano držal. Tako da sva veliko takrat začela skupaj in hoditi po gorah in plezati in se pogovarjati, in lahko rečem, da me je prvič ogromno naučil, drugič sem bil v njegovi družbi nekako zelo varen, kar se nevarnosti tiče, ker se mu izdelo, da je bilo dobro malo popaziti name, in zanesljiv je bil on takrat kako vzornik moj, tako sem ga tako gledal, strašno spoštljivo. Naslednji zelo pomemben je bil zanesljivo Danilo Cedilnik-Den, ki je bil pa moj na nek način himalajski mentor. On je že bil 2-krat v Himalaji, ko sva šla potem skupaj na Makalu. In pravzaprav sem se sva mladostna prijatelja, soseda, tako rekoč v teh legendarnih Guncljah, in je tudi po svoje malo skrbel za mene. Tretji, zelo pomemben, pa tudi mogoče za to moje knjižno ustvarjanje, je bil pa France Zupan. Je pa seveda, on je bil pa načelnik gorske reševalne službe ljubljanske. Leta 1974 sem bil sprejet med reševalce. To je bila takrat velika čast, da so te povabili zraven, ker v Ljubljani je bilo ogromno reševalcev, imeli smo pa samo Šmarno vrva Kurešček za pokrivati. Tako se pravi, da ni bilo edina postaja po moje v Sloveniji, ki je imela preveč kadra, vsi ostali so ga imeli premalo. In on je potem tudi skozi to, gorsko reševanje, pa to etiko, pa pomoč, pa tako naprej. In obenem seveda tudi malo pri pisanju, pri teh stvarih je včasih kakšno dobrohotno pripombo dal. Tako da te 3 ljudje, torej Tone Sazonov, Tonač, Den Cedilnik in pa France Zupan, so bili tisti ključni, ki so me na nek način oblikovali, pa mi tako nevsiljivo pomagali pravzaprav do tega, da sem si sam začel ustvarjati svojo pot. Kaj pa tujci? Tujci pa klasika. Herman Bull absolutno, Nanga Parbat razodetje, lahko rečem, Biblija še danes. Je to knjiga, ki jo seveda z velikim spoštovanjem jemljem v roke. Enkrat sem pisal eni od svojih knjig, oziroma en prosti spis v osnovni šoli,
svojih vzornikih sem Bula izbral in ga opisal in je tam na koncu napisal, da je on absolutno moj vzornik, čeprav nikoli ne bom dosegel niti njegove sence, ne, ampak pa so se stvari obrnile malo drugače, stal sem pravzaprav tako na Broad Peaku, torej na gori, na kateri on splezal prvič. Tisto, kar je bilo pa še lepše, je bilo pa to, da sem o 50-letnici tega njihovega spona v Salzburgu, ko smo snemali že te filme o velikanih Himalaje, srečal seveda njegovo soprogo in pa hčero, pa vnukinjo, in to so bili taki zelo čustveni trenutki zame osebno in sem zelo vesel, da sem, če že nisem njega mogel videti v živo, da sem pač njegovo družino spoznal. Skratka, Hermann Bull je bil alfa in omega vsega. Sveda smo brali tudi Tereja kasneje, in vse spoštovanje, ampak Bull je bil tisti meni na dušo pisan. Vaši plezalni prijatelji, so plezalci na začetku, kasneje, kateri so tisti, ki so se največkrat navezali z vami skupaj? Začeli smo tista druščina, torej Slavko Švegelj, Marjan Brišar, predvsem pa potem Den, moj brat tudi, to so bili tisti začetki, ko smo pravzaprav spoznavali, zakaj gre. Kasneje pa, ko je to mehko bolj resno postalo, sem pa ogromno plezal z Zoranom Bešlinom. Bešlin je bil moj soplezalec tako rekoč do leta 1975, ko sva oba s temi svojimi vzponi, kot sem rekel prej, če bi danes prišla s tistimi vzponi kandidirati za kakšno odpravo, bi se nam vsi smejali, ampak takrat je bilo pa dejansko dovolj in smo bili pač najboljši v Sloveniji in smo prišli zraven. Do takrat sva tako, da z Zoranom mislim, da sva prestopila potem iz tiste, rekel, 4., 5. stopnje, potem v ta bolj ekstremni alpinizem, predvsem pa tisti prvi vzponi tudi v Franciji, severno steno Le Court sva takrat splezala v eno tako čudno hudmo viharju. Takrat se je potem vse skupaj to začelo, in lahko rečem, da sva se z Zoranom skupaj naredila do te mere, da sva lahko kandidirala za Makalu. Tam se je pač šlo, kot se je, za njega veliko bolj tragično kot zame. Pa še potem sva šla skupaj na odpravo leta 1977 v Hindukuš, krasna zgodba, ki se jo nekako z veseljem spominja. Potem je pa Zoran pač zaradi svojih poškodb nekako zajadral dobesedno v druge vode, začel se ukvarjati z jadranjem in nisva imela potem več teh gorniških stikov. Do pravzaprav leta 2015, ko smo praznovali 40-letnico Makaluja in se je po 40 letih odločil, da bi bilo fajn iti spet v Himalajo, in smo šli takrat potem v Manang na Nečev grob najprej, potem pa še v Manang, kjer je Aleš naredil šolo. Lepi, prijazni spomini na Zorana. Kaj pa potem po Zoranu? Po Zoranu pa kar med tisto čas 75 do 79 Vanja Matijevec, z njima so veliko plezala in v Franciji in tudi po domačih hribih. Po Everestu 79 pa spet bi se pa delo težko še kakšnega posebej izpostavil. Takrat sem začel potem tudi malo mlajše na teh tečajih malo učiti pa z njimi plezati. Ivč Kotnik seveda je kasneje tudi vstopil v to, sva par dobrih stvari splezala. Potem je pa jasno že prišel čas pa za Stipeta Božiča, ko sem pa jaz pravzaprav imam kar malo slabo v spominu, kaj sem kaj dobrega plezal recimo pri naših gorah ali pa v centralnih Alpah, ampak je ves ta moj spomin pravzaprav fokusiran pravzaprav na odprave. In jaz, če bi ocenjeval samega sebe, rekel sem jaz zelo človek odprav ali pa odpravarski človek. To je bilo tisto ključno za moje dojemanje alpinizma, ki ga jaz pravim temu, da je to zame pustolovščina v najbolj plemenitem pomenu te besede. Pomeni neko raziskovanje, daleč od tega, da bi to samo šport in plezanje, ampak to nekaj raziskati, najdati,
pristop do nekega problema, ki je tam nekje skrit, videti, kako se do tja pride, kako se opremiš, da lahko prideš tja, ga splezaš, ga potem seveda tudi odživiš s tem, da ali imaš kakšno predavanje o tem, ali napišeš knjigo, pa snameš film, in od takrat naprej, se pravi od leta 1979, bi rekel, da je bil Stipe Božič moj soplezalec, no, pa v tem smislu zanesljiv tudi Nejc Zaplotnik, ne. Zakaj? Z Nejcem sva tudi v naših hribih parkrat plezala skupaj, nenazadnje ta Vikijeva sveča tam pod Češko kočo je pravzaprav delo nekako nas treh, ne, torej Nejca, Andreja Štremfla in pa mene, pa na odpravah, ne. Z Nejcem Zaplotnikom sem bil na 4 himalajskih odpravah skupaj in v tem smislu smo bili pa zelo povezani, nekako smo bili soplezalci, ne. Tako da kasneje, to se pravi v teh, rekel že potem malo bolj zrelih letih, so tudi z Rafkom Vodiškom neko obdobje precej plezala skupaj, takrat okrog Čuvoja, ko smo delali to prvo policijsko odpravo, ne bi rad komu delal krivico, ampak recimo vsi člani odprav so bili na nek način moji soplezalci. In skoraj ni alpinista v Sloveniji tako bolj pomembnega, da ne bi plezal z njim, ne. Tudi s Frančkom Knezom, predvsem na odpravah, ne, Lotse in pa Everest, ne, smo kar veliko dni preživela skupaj v steni, Stane Belega, tudi Marjan Manfreda, normalno, ne, to so bili vsi, ampak kot pravim, bolj kot ne na odpravah smo ta hude stvari počeli. Jože Rozman do neke mere, ne, na leta 88 na Čuvoju, in tako naprej. No, tudi z nekaj, rekel, ženskimi soplezalkami, recimo prva je bila Slava Mrežar, ne, na odpravi Hindukuš, ko je postala slovenska višinska rekorderka, pa potem seveda Marija Štremfl. Nekako imel sem srečo, da sem bil takrat vedno zraven, ko si kakšen ženski slovenski višinski rekord rojeval, ne, tako rekoč pri Slavi Mrežar, ne, na Nošaku, pa potem pri Mariji Štremfl na Broad Peaku, pa še kaj. No, potem je bila seveda tudi Ana Mažar, ena boljših nekakšen hrvaški ženski Stipe Božič, ne, smo bili tudi takrat na Manasluju skupaj, tudi nekaj stvari plezali, tako da plezalcev ogromno, no, so plezalci, ampak kot pravim, tisti prvi, na prvo žogo se spomin takoj zajadra v bistvu na odprave, ne. Tudi Zoran Bršljin, s katerim smo največ naredili, je tisto najbolj intenzivno, se ga spomnim pravzaprav z Makaluja in pa potem iz odprave v Hindukuš. Že samo število soplezalcev pove, da je za vami ogromno vzponov takšnih in drugačnih. Vaš opus je večini slovenskih plezalcev, mlajših, predvsem pa starejših, zelo dobro znan. Je, katera smer, seveda verjetno je, ne, pa probajmo jo določiti, vzpon ali pristop, ki se vam je najbolj vtisnil v spomin, ne nujno, ker je bil najtežji ali karkoli že, mogoče je kakšna zgodba v zadnji, se da izpostaviti le en vzpon, taki najpomembnejši. Misija nemogoče, ampak bom pa vsem poskusil, pa potem sami izberite, kateri je prvi zanesljivo že opisani z Zvonetom Andrejčičem v steni, ne. Drugi je bil zelo zanimiv, z Marjanom Brišarjem sva šla prvič samostojno, kmalu po tistem, naslednje leto se mi zdi, plezati v planjavo in sva hotela, X se nam je zdel pretežek in sva šla plezati Y, ne, to je taka dvojka, v kateri sva se tako nekako zaplezala in zaštrikala, da nisva našla izhoda potem na greben in sva morala tisti Y, sicer druga težavna stopnja, splezati nazaj, ne. In meni se je to tako strahotno težko, da sem si takrat prisegel, da nikoli v življenju ne bom plezal več kot druge težavnosti stopnje, ne. Po svoje bil zelo, mi je ostal v spominu, ne. Zdaj, če bi pa še malo naprej gledal, pa potem seveda en boljših zanesljivo zimska ponovitev v Rzeniku, ki so jo naredila Zoranom tudi, ne, ta Juvanova smer, ta streha, ki je
bila nekako, nama je odprla pot na Makalu, ne, na himalajsko odpravo. To je bilo pomembno. Potem jih je bilo pa res še veliko, ampak eden zelo zanimiv vzpon se mi je pa zgodil leta 2019 v Dolomitih, ko sem leta in leta hodil gledati tam eno steno, 3000 Cener, tam na Dalto Badijo, tako 700 metrov visoko, 800 mogoče stena, ki ima same hude smeri, tam 6. in več težavnosti stopne. Ampak meni se je zdelo, da bi se tam nekem področju pa dalo po malo lažji poti priti čez. Dvakrat sem poskusil, pa nekako ni šlo. V tretjem sem bil solo vzponu, pravzaprav to splezal. In se je res izkazalo, da sem imel prav, tam ni bilo več kot 3. težavnostna stopna, ampak nekje na višini 200 metrov pod vrhom priplezaš tako, da se ti pod sabo odpre pa tisto totalna vertikala. Ne moreš drugače, težko ni, je pa nekaj najbolj izpostavljenega, kar sem kdajkoli splezal. In ti sem naredil v solo vzponu, torej to je 3-4 leta nazaj, pa se mi je zdelo zelo fajn. Sem rekel, tako da res vse tisto, kar je daleč od ekstremne težavnosti, ampak to, da imaš živce, voljo, pa da to zelo suvereno obvladaš, krasna zgodba pri teh letih. Je ostala kakšna stena, kakšna smer do nje, ali pa kakšen vrh, ki ste si želeli, pa ni prišla na vrsto ali ni bilo? Seveda, to je kar nekaj jih je, ampak vse no hard feelings, bi rekel Angleži, nič mi ni žal, ker recimo zadnji 3 problemi Alp, so bili takrat strašno popularni v naših časih in če kdo kaj dal nase, naj bi jih splezal. Jaz sem leta 76, z Denom Cedilnikom, z Ivčem Kotnikom pa z Nejcem Zaplotnikom splezal severno steno. Kasneje smo pač razmišljali o tem, da bi bilo fajn še potem jasno Valkerjev steber pa Eiger, ampak nikoli, ne vem, mogoče ravno zaradi tega ogromnega števila odprav. Sploh ni prišlo do tega, da bi se odpravil tja, pa da bi poskusil, pa da poskus ne bi uspel. Sigurno si želim, da bi te 2 stvari tudi splezal zaradi, ne da bi ne vem kaj, ampak zaradi tega zgodovinskega pomena teh vzponov. To je zanesljivo, potem pa kot pravim, so se mi pa zelo uresničevali ti moji načrti. Tudi teh 8000 se je nabralo kar nekaj, torej 11 vzponov imam nanje, na 10 od njih, torej na Čovoju 2-krat, seveda 4 so mi ostali, čeprav moram že takrat reči, ta moja akcija po 5., ko sem napovedal, da bi bilo fajn jih splezati čim več, nisem poimenoval 14x8000, ampak 8000 plus, kar je pomenilo, pač več, ko jih bo, bolje bo. In seveda to so čisto posebni časi, ko še niti nismo, ali pa saj jaz osebno, toliko razmišljal, da bi jih jaz naredil, ampak meni se tega strašno zdelo pomembno, da jih Slovenci naredimo. In pa smo s prijatelji tudi tako malo se hecali, to mi je tudi všeč pri alpinizmu, saj tisti pravi smo znali vse malo na šalo obrniti, in pa smo malo tekmovali takrat, Slovenija pa jaz, kdo bomo prej vseh 14-8000, in so se kolegi režali, so rekli, se zmaga ti tak ne moreš, ker če ga ti splesaš, se še za Slovenijo šteje. In res končalo se je potem 14-10 za Slovenijo, ampak to je znak, da sploh niso tako slabo igral, kot se. In kot pravim, še kad bi bilo fino splezati, jasno, tudi Annapurno, na katero sem poskušal 2-krat, pa ni šlo, ampak so pa seveda v tistem zadnjem poskusu ostali prišli gor, pa da v Lagiri sem tudi poskušal, medtem ko recimo na Hidden Peak sploh nisem nikoli imel, oziroma ni prišlo do tega, da bi poskusil splezati na njo, in tudi Nanga Parbat leta 2011 je bil bolj kot ne snemalna odprava za največ s Tibetom, ko sva delala to serijo Velikani Himalaje za televizijo Slovenija. Tako da jasno je, da najde se še kup stvari, ki bi jih rad videl, spoznal ali pa doživel ali pa preplezal, ampak kot pravim, nobenega slabega občutka, da tega ni bilo,
prej, ko ne, zelo dober občutek, da sem pravzaprav s temi svojimi vzponi presegel absolutno najbolj drzne svoje mladostniške, gorniške, alpinistične, ne vem kakšne sanje še. Ne. Tako da sem edino, kar pravim, zdaj zadnje leto, pa letošnje leto, to je 2023, ne, po Sloveniji, Hrvaškem, pa še kje po tujini gostuje ta razstava Viki in Stipe 50 let skupnega delovanja. To je edini žalosten podatek, če se malo pošalim. Ne. Kdo bi si mislil, da mi to že 50 let plezava, ne, skupaj, če sva tam malce 40 starala, se mi zdi. V tem odgovoru na prejšnje vprašanje ste na nek način že povedali tole vašo zelo uspešno himalajsko zgodbo, torej 10, 8 tisočakov, 11 pristopov. Kdaj pa je prišel tisti trenutek, je bil trenutek, ali je bilo obdobje, ko pa ste se odločili, da ne boste šli loviti naprej, na Havajih, teh 14, 8 tisoč. Je bil to kak trenutek spoznanja ali? No, zanesljivo je bil. Ne. Jaz sem si najprej, to, da si na prvega splezal, ne, takrat makalo, to je bilo noro, ne, sanje. Takrat, če bi na enega splezal, takrat se mi zdelo, bom presegel vse najbolj drzne sanje, kar sem jih imel. Ampak potem so se stvari pač razvijale tako, kot so se. Kot še enkrat pravim, jaz sem rekel 8000 plus, nisem hotel, ne, 14 zato, da se mi je zdelo, da bi me to prej oviralo, kot pa kaj drugega. In kot pravim, takrat je šlo za to, da jih Slovenija naredi. Ne. In zanesljivo je bil ključen trenutek tega takrat na Annapurni, ne, leta 1995, ko sta brata Krničarja odsmučala. In sva imela s Stipetom Božičem realno možnost, da prideva na vrh. Prišla sva do zadnjega tabora, sicer en dan naju je vreme prisililo na čakanje. Stipe je tudi nekaj zbolel, neka driska, ne vem, čez kaj se ga je lotila. Jaz sem pa seveda naslednji dan, potem po tistem dnevu čakanja vsem poskusil, ne, ampak 150 višinskih metrov nad taborom sem nekako začutil, da najbrž to ni to. Vreme je bilo lepo, tehnično ni bilo težko, marsikdaj smo vztrajali v bistveno bolj ekstremnih pogojih, pa se je šlo. Takrat sem pa začutil, da je pa to zdaj dovolj. In vidim dve razlagi, zakaj je bilo to tako. Ne. Ena je bila, da smo Slovenci jih takrat naredili. In kakorkoli se v tej dobi individualizma, ne, ki zdaj vlada, to čudno sliši, meni je zanesljivo takrat motivacija padla. Slovenci jih imamo in to je to. Ne. To je tisto najbolj ključno. Druga stvar pa zanesljivo, ampak takrat podzavestno, sem pa imel doma 10 mesecev starega sina. Ne. In zanesljivo je to tudi vplivalo, da sem, kot pravim, podzavestno malo manj tvegal. Pa nič se ne zgovarjam nanj, daleč od tega, ne, ampak dejstvo je, da sem ta svoj notranji občutek, ki si ga nekako privzgojiš skozi vsako odpravo, ne, nekako, ali pa neko znanje, ali pa informacije, ki jih nabiraš, jaz rečem, jih shranjuješ na hard disk, ne, se je takrat tako izoblikovalo, da je bilo to. In temu notranjemu občutku sem jaz zelo zaupal v življenju in ne moram potrkati, me je dobro vodil. Ne. In takrat sem se pač odločil tako, kot sem se, niti slučajno mi ni žal. Bilo je zabavno, ne, ko so seveda potem tudi kakšni, zdaj večinoma so vsi zelo dobro misleči, ampak ne tako, ne, Rošla te pa ne more več, ne, in skratka je pač neho, ne. Pa seveda, ko sem pa 6 let kasneje pa šel še enkrat na čovju, pa ne sam gor, pa še odsmučil, ne, pojem pa ni bilo nič več jasno, kaj se dogaja. No, ampak kakorkoli, pravim, lepi spomini, krasno, ogromno stvari sem dosegel, se mi zdi veliko več, kot sem pričakoval. Vse prste imam na rokah in na nogah, ne nazadnje znam izgovoriti več kot 2 enozložna stavka, tako da zvenita smiselno, oziroma nobenih hujših posledic tega, rekel, kar obilnega bivanja na višinah. Ne. Recimo, ti 8 tisočaki so sami po sebi kar visoki, ne, in to ni pravzaprav za
človeško telo kakšen hud plus, prej minus, ne, predvsem pa zelo veliko noči sem preživel, ne, mislim, sem kad zračunal 11 ali 12 na višinah več kot 8000 metrov in to pa bi lahko puščalo kakšne posledice, ampak zaenkrat upam, da jih ni. Vprašanje, ki je vezano prav na te vaše pogoste odprave. Kako ste uspeli takrat usklajevati vaše delo, redno zaposlitev v šoli, z odhodi na odprave? Je bila to stvar šole oziroma vodstva šole ali je nasplošno država takrat na nek način podpirala to odsotnost vas, vrhunskih alpinistov? Lepa zgodba, ki je imela vse svoje lepe pluse in minuse. Začelo se je, zaposlil sem se nekaj mesecev pred odhodom na Everest, v osnovni šoli Pirniče, tam le pod Šmarno goro, kjer sem potem tudi dočakal svojo penzijo. V tem smislu poklica sem zelo zvest ostal eni delovni organizaciji. Takrat se mi je na začetku strašno fino zdelo, da gre eden tudi iz njihove šole na Everest, in potem takrat ni bil problem, da mi je odobril celo plačan dopust. Šola sama o tem ni mogla kaj dosti odločati, ker to je bilo pač financirano iz strani ministrstva takratnega, ki je skrbelo za to. In jaz sem ves čas, vse življenje sem spadal pod ministrstvo za šolstvo in šport, ki se je šele zdaj pred kratkim, zdaj še je šlo na gospodarstvo. In jaz nisem imel nikoli občutka, da sem šel ven iz službe. Ali sem bil šolnik, ali sem bil pa športnik, samo delovno mesto sem malo menjal. Na začetku so tudi tam tako razmišljali, sem bil tega zelo vesel, potem pa vse manj, najprej so na Everest bili vsi veseli, čez 2 leti smo šli na Loce, vse ste že bili v Himalaji, smo bili, ampak zdaj bi še kam šli. In je tisti Loce šel tudi še skozi pri Manastoju leta 1983, je bilo tako, da sem imel potem že neplačan dopust. Najbolj se je pa zapletlo pri Manastoju 1984, to se jaz spomnim, ko sem zaprosil, to jim je šlo potem že, da je to pač ta odsotnost, da ne morem, to so neki zakoni, po katerih več kot 30 dni neplačanega dopusta nisi mogel dobiti, jaz sem ga rabil malo več. Spomnim se, ko sem v šoli sedel še tisti zadnji dan, naslednje jutro smo iz Zagreba ne bi poleteli na odpravo, da je ta odbor sklepal, ali me pustijo ali ne. Se je bilo vse skupaj smešno, jaz bi v vsakem primeru šel, ampak so potem rekli, da me sicer pustijo, ampak da me ne morajo obdržati v službi. So rekli, imate pa možnost, potem, če boste živi prišli nazaj, da vas vzamemo nazaj. Kot nekako učenca v gospodarstvu so me lahko takrat v šoli obdržali. Taka lepa zgodba, ker so... Skratka, v knjižici mi manjka tistih 45 dni, pa niti niso bili oni toliko krivi, taki zakoni so bili, ampak ta isto ministrstvo, ki me je najprej pač vrglo iz službe, pa je sreč potem vzelo nazaj, ko sem se vrnil, to je bilo spomladi leta 1984, jeseni 1984 sem pa za tisto, ko so me vrgli iz službe, pa dobil Bloodkovo plaketo, kot nagrado za ta vzpon, ki nam je takrat uspel. Tako da so bile vse sorte so bile. Potem je leta 1986 prišel Karakorum, ki je bil k sreči poleti v času počitnic in ni bil več problem. 1988 so dali mi nekako polplačan dopust, ker takrat so se pa stvari že začele malo spreminjati, ko je država ugotovila, da to ni čisto samo moj hobi, pa koniček, ampak da je to ena taka, ima nek določeno promocijsko vrednost za deželo, oziroma za državo, in takrat so se potem stvari pa spet obrnile malo na bolje, tako da so me sploh v mojem poklicu, je bilo takrat fino, tam 80 leta, se spomnim, ko je bilo študentov fakultete za šport, koliko si jih hodil in so komaj čakali, če lahko koga kje nadomestijo. In vem, da sem potem na odprave hodil tako, da so pač dobil sem človeka, ki je z veseljem delal tisti mesec, 2, ker mene ni bilo. Ministrstvo je pa pokrilo njegove stroške, jaz pa imel nekako plačo. Tako so se lepo stvari odvijale in se niti slučajno ne moram pritoževati. Po svojem se mi pa fajn zdi, da sem spoznal tudi vse pristope, tiste pozitivne, pa tudi mogoče kdaj malo negativne. Bili ste član tako imenovanih, v bistvu res tistih velikih državnih reprezentanc himalajskih, Makalu, Lhotse, Everest.
pa tudi manjših žepnih, kako bi rekli, odprav, torej, kjer je bilo le par članov. Dobili ste uvid v delovanje enih in drugih, plusi, minusi, enih drugih, kateri način, katerih vam je bil, na primer, bolj pisan na kožo ali pa boljši. V vsakem oziru seveda te manjše odprave, lažje odprave, mislim, lahke odprave. Zakaj? Ker je to pomenilo bistveno manj organizacijskega dela, bistveno manj denarja in tako naprej. Ampak brez tistih prvih, pa mi do tega sploh ne bi prišli. Meni se je začelo, seveda ključne so bile odprave Makalu, Everest in pa Loce, torej 75, 79 in pa 81. Potem je bila še tista vmesna faza, ko so najveznejcem povabili na to odpravo Hrvaško. Že takoj naslednja, potem Makalu 84, je bil pa dejansko žepna odprava. 4 smo šli, 2 iz Splita, 2 iz Slovenije, Aleš Kunaver in jaz, pa iz Splita seveda Stipe pa Edo Retelj, in smo leta 84, takrat je bilo pa to kar zgodaj, naredili tako mini odpravco, ne vem koliko, 20 nosačev, koliko smo rabili, šli tja z namenom, da v alpskem slogu splezamo južno steno Loceja, Manasluja, za kar so nam sploh po tisti tragični nesreči pred letom dni tudi največji strokovnjaki dali minimalne možnosti, da nam uspe, ampak smo pa šli tja in jo naredili. S Tipetom so bili takrat na vrhu, to štejem za enega svojih, mogoče celo najboljši vzpon v Himalaji, kar nama jih je daj uspelo. V bistvu so bila 11 dni na gori, res šlo je za pravi alpski slog, tista minimalna aklimatizacija, potem skratka še veliko sreče smo morali imeti zaradi plazov, zaradi zlomljenega cepina in tako naprej, ker je Aleš Kunaver briljantno odigral to svojo vlogo, nam je takrat pomagal, da sva lahko nadaljevala. In potem je vedno seveda to mikalo, jasno, manjše odprave, ker jih je veliko lažje spraviti skupaj, čeprav so veliko bolj tvegane, in sem temu trendu na nek način sledil, po eni strani, kolikor se je pač dalo, po drugi strani pa seveda sem bil pa z veseljem šteštvan kakšnih večjih odprav, ker se je potem lažje šlo, recimo Šišapangma leta 89 je bila krasna zgodba, ko smo prišli pod južno steno Šišapangme, tako kot bi šli plezati v Šamonji, Vsi skupaj smo nekako pazili za to, da bomo do baze prišli, potem pa vsak po svojem. Takrat je bila ideja za 3 prvenstvene smeri noter, tako kot pravim, v stenah nad Šamonjem, in 2 od teh sta uspeli, še 3. bi, če ne bi Stane Belak zbolel. Ampak, kot pravim, sem zelo kar rasel s to idejo, iz tem, kako kot pravi Reinhold Messner, z redukcijo, zmanjševati, tiste komoditeto ali pa varnost, neke odprave ali pa možnost, da bo uspeh dosegla, ker več kot je ljudi, več kot je materijala, večja je možnost za uspeh. Ampak tisto smo potem sledili, tako rekoč vse življenje. Zato je bilo tako smešno tudi, ko so se potem taki mal nesojeni strokovnjaki ukvarjali s tem, da je plezanje na Himalaju gaženje na višini 8000 metrov. Jaz sem se temu vedno tako prijazno smejal, pa govorili smo o normalnih pristopih na 8000, da je to brez veze in nič. Pa tudi mene tako malo gledal, kot da sem jaz eden od teh, ampak jaz sem potem pa enkrat za hec pogledal to svojo listo odprav, ugotovil, da prvih 5 himalajskih odprav jaz sploh nisem vedel, kaj je to normalen pristop na goro, ker 75. smo šli južno steno Makaluja, 79. to so vse prvenstvene smeri, nepreplezan zahodni greben Everesta, 81. južna stena Loceja, 83. južna stena Manasluja, 84. isto, in to uspešno v alpskem slogu, skratka 5 odprav, na katerem jaz nisem vedel, kaj je to normalni pristop. Pa so se pa takrat kakšni najdli pa razlagali, te grošelj gazi na 8000. Odkje je ta ideja, jaz ne vem. Potem pa res, potem smo šli naslednja odprava 86. v Karakorum,
je bila zgodba, kjer smo na eni sami odpravi na 82 čaka splezali, ker je bilo takrat tudi nekaj novega, ne. S tem, da smo ga prvega res Broadpeak vzeli za tako rekoč aklimatizacijo, Gašelbrun 2 smo splezali v 32 urah, ne, v enem samem zamahu, cak na vrh in lepo nazaj dol, ne. To so bile prima zgodbe, ne. Pa če nadaljujem potem, to je bilo 88. Severna stena Čoja, prvenstvena smer, ne. 89. spomladi, res da dve klasični smeri, ne, ampak spet na 82 čaka, ne. Lodce in pa Everest, ne, in Lodce še brez dodatnega kisika, ne, to so bile vse take kar nove stvari. Pa še 89. potem jeseni sočasno, torej v istem letu še Šiša Pangma in tako naprej, poslali pa ideja o smučanju z teh vrhov, ne, tako da jaz pa česa pa sebe pa res ne vidim človeka, ki bi hodil, pa nimam tudi nič proti, ne, in to so tudi čisto lepi dosežki, ne, da bi po normalnih pristopih hodil na 80 čake, ne. Tako da, no, pustiva to se, vsak ima pravico do svojega mnenja, ne. Koliko odprav se je nabralo? 33. Vem natančno, ker ravnokar pišem knjigo o tem, mislim, da bo letos jeseni izšla, naslov bo pa vseh mojih, mojih 33 odprav v najvišja, najbolj odmaknjena gorstva sveta. Zelo lepa zgodba, tudi tekst praktično je, zdaj se s slikami ukvarjam, kar me dodatno veseli pa dejstvo, da bo predgovor, oziroma ga je že napisal Reinhold Messner, ne napiše vsak malo. To moram reči in na to sem zelo vesel, ker se nekako poznava že dolga leta, tudi nekako mislim, da spoštujeva zelo drugega in seveda se je odločil, da bo to naredil, tako da se v tem smislu veselim, da bo ta knjiga išla, ki bo, mislim, da res mogoče moja najpomembnejša v smislu dosežkov, ne. Kot pravim, jaz sem res odpravarski človek, ne, in zato se mi zdaj zdelo fino, če bi to odpravo, te vse svoje odprave spravil pravzaprav v en kos, ne, torej v eno knjigo. Ideja sama je pa nastala pravzaprav lansko jesen, ne, ko smo sicer z 2-letno zamudo naredili to jubilejno odpravo ob 60-letnici Fakultete za šport pa 100-letnici Univerze v Ljubljani in smo splezali ta Himlung, prvi slovenski vzpon na ta 7000 Himalaj. Jaz sem bil zadolžen za to, da najdem eno primerno goro za jubilejno odpravo in sem rekel, prvič mora biti sigurno taka, na kateri Slovenci še nismo bili, ne. In to je bil kar problem narediti, ne, ker Slovenci smo od leta 60 tako rekoč povsod že bili in se potem tako sanjsko izteklo, ne. 5 članov odprave je doseglo vrh, 4 so celo iz njega odsmučali, mi smo potem še preostali 3 nekaj poskusili, pa nas je res orkanski veter pa vreme ustavilo. In ko sem se vračal domov, ne, star že dobrih 70 let, ne, sem rekel, da je mogoče pa čas, če že ne čisto za konec odpravarskega življenja, pa saj te dosedanje treba spraviti v neko smiselno zaključeno celoto in kot pravim, to se zdaj dogaja. Na teh 33 odpravah ste imeli verjetno kar precej različnih vodij, tudi z različnimi pogledi, načini delovanja. Je kakšen ali pa kateri, ki pa bi bil najbolj pisan na kožo ali pa najboljši, bi lahko izpostavili, verjetno težko, ampak? Težko, zanesljivo je bil, ker sem bil nepopisan list v smislu vodenja odprav, ne. Že to, da sem bil tam, se meni zdelo čudo, ne, da bi pa jaz to kdaj vodil kakšno odpravo, ne, mogoče in takrat je bil jasno Bog, alfa in omega, Aleš Kunaver, ne, sploh na Makaluju, ko smo odhajali na pot, jaz nisem razmišljal o tem, da bi splezal na vrh. Jaz sem samo, da ne bi bil Aleš Kunaver razočaran nad mano, ne, ker mi je zaupal in me je vzel v moštvo in to se mi je zdelo zelo dober način razmišljanja in kaj se je zgodilo, na koncu mi je še na vrh uspelo priti, najbrž tudi zaradi tega načina razmišljanja. Z njim se je potem še na Lodzeju in seveda na Manasluju, na tisti uspešni odpravi, ko je on pravzaprav vsem korigiral tiste osnovne stvari, predvsem
administrativne z Nepalci, ne, kar je nama s Tibetom potem zelo vse skupaj olajšalo, pa tista moralna podpora na gori bila tudi neverjetna, ne, tako da same izjemne spomine imam na tega izjemnega človeka. Tone Škar je bil malo drugačen, princip je imel, ne, je bil Aleš vizionar in diplomat, je bil Tone bolj strog, ne, ampak seveda tudi strašno predan tistemu, kar je treba doseči, ne. Tako da imam tudi izjemno lepe spomine, tudi daleč, največkrat je bil moj vodja, mislim, da tam na 10 odpravah, ampak najlepše od tega pa je, da sem bil jaz pa 3-krat njemu vodja, ne. Tako da je bil na tem smučarskem čoju, pa na Ama Dablamu, pa še na eni odpravi, skratka na takih parih resnih Ama Dablam, čoju, pa še seveda pa Everest, smučarski leta 96, takrat sem pa jaz njega vodil, tako da same lepe spomine, ne. Zelo tako včasih so se najna mnenja kresala močno, ne, ampak sva imela skozi občutek, da pa veslava ali pa da morava veslati v isto smer, ne. Tako da imam izjemne spomine oba, torej lahko bi rekel velika vodja slovenskega himalaizma in Aleša in seveda Toneta izjemno cenim in imam zelo lepe spomine nanje. Ostali so li pa že kar skoraj moji vrstniki, ne, Tomaž Jamnik, vem, na K2 smo takrat odlično sodelovali, Vinko Marojevič, ki je vodil prvi Manast, tudi super dečko, ne, Dalmatinec, zelo tak spoštljiv možakar. Nenazadnje imam zelo lepe spomine na Ireno Mrak, ne, ki je vodila tudi odpravo moja tako rekoč zadnja na 8000, torej na Anga Parbat leta 2011, kjer sem bil presrečen, ne, da ona vodi odpravo in ker sem jih prej ogromno vodil in točno vem, kakšno delo to je, kakšna odgovornost, in sem seveda skušal po najboljših močeh jo olajšati tisto vodenje, ne, zaradi tega, ker sem sam to tolikokrat počel. Težko bi kogarkoli zdaj izpostavil še posebej, ne, ampak vse to je bilo to, ne, te, ki sem naštel, so tudi mene vodili, veliko večino ostalih sem pa pravzaprav jaz vodil. Gospod Viki, ste prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove, torej vseh celin. Je bila to vzročna posledica uspeha na Everestu ali je bil bolj domišljen projekt? Ne, jaz o teh najvišjih vrhovih sploh nisem razmišljal prej. No, Himalaja 8000, to je bilo takrat alfa in omega za moje razmišljanje. Potem sem pa po drugem Manasluju, ne, torej leta 84, se mi je pa zdel, da se tako intenzivno tam dogaja, da je to pa treba mogoče majčkeno ustaviti, da me ne bo ta Himalaja pravzaprav pogubila. In kaj se je zgodilo? Nekam je pa treba iti, ne, nekam, kjer bo pa manj časa trajalo, lažje bo denar zbrati, pa ne bo tako strašno visoko, ampak spet mora biti pa zanimivo, ne. In takrat mi je, ne vem od kje prišel preblisk, da bi šel na Kilimandžaro, ampak ne po normalki, ne, da bi skušal spletati tam eno prvenstveno smer, da en cedilnik je bil jasno takoj za to. Krasno nama je ratalo, nekim reškim planincem sva se takrat priključila in je super ratalo, ne. In se prav spomnim iz poti navzdol, ne, ko sva se tako fajn imela tam skozi to džunglo, sva hodila navzdol, me je pa prešilno, pa ko prima je bilo, zakaj ne bi še preostali te najvišje vrhove, ne. In takrat je ta ideja nastala, ki jo sem jo pa seveda samo usporedno fural, ne, da bi se del osredotočil na to. In potem je pa res, ko je enkrat imaš, pa postanejo poti malo krajše, ne. In naslednje leto sem šel takoj na Konkago, pa leta 87 na McKinley, vmes seveda še tudi Karakorum, ne, 28000, ne, pa potem 88 v Avstralijo, ampak spet takoj jeseni na Čoju, ne, pa 89 pač Everest, hvala Bogu, ne, v drugem poskusu je potem takrat uspelo.
pa 90 Elbrus in takrat se mi je zdelo, da sem pa zdaj te najvišje vrhove celin podelal, kajti iti na Antarktiko je bila pa Mission Impossible takrat finančna predvsem, ne. Ampak tudi to se je potem leta tisti zimi 96, 97 pa nekako izšlo lepo, tako da sem celo tam med prvih 50 ljudi na svetu, ki so naredili to zgodbo, ki jo pa ocenjujem sam kot mogoče najlepšo pa najbolj barvito, daleč od tega, da je bila najtežja. Najtežje bo za vse bojo te 8000 in napori in težave, ki smo jih tam imeli, smo to splezali. Ta je bila pa tako razkošna na nek način v smislu barvitosti. Ni šlo samo za drugo goro, šlo je za drugo celino. In te razlike, kakšne so, pa najlepše od vsega je bilo, da razen Everesta, torej tehnično, pa Antarktike finančno, so vse ostale tako zelo sprejemljive. Da ne bom rekel zdaj pohodniške, ampak stvari, ampak tudi tam se je dalo pa kaj zahtevnega še narediti. In tako da imam na Kilimandžaru, na Vinsonu, imam prvenstvene smeri, malo tudi si Everest štejem, da jo manj, čeprav takrat leta 1979 nisem bil na vrhu, sem pa intenzivno sodeloval pri tem, pa nekaj smučanj z teh vrhov in tako naprej. Tako da to je pa res mogoče najlepši moj gorniški načrt, ki sem si ga zadal. Če bi ga delal tako intenzivno, samo eno smer, bi bil najbrž prej narejen, ampak tle se meni nikamor modilo, ampak sem si rajš puščal malo stvari za to, da ne bi bilo prehitro lepega konec. In zgleda sem se kar zelo dobro odločil. Še vedno dodelujem neke stvari. In vse te vzpone, vse te zgodbe ste lepo opisali v vaših knjigah. Zakaj knjige? Kdaj ste ugotovili, da vam gre pisanje izjemno dobro? To je treba poudariti. In da se vaše plezalne dogodivščine zelo rade bere. Tudi današnji vaš izpraševalec tukaj je zrasel tudi gorniško z vašimi zgodbami in se navdušil nad gorami. Najprej hvala za prijaznost. Jaz nisem nikoli jemal teh svojih zgodb kot nekaj, kar bi bilo dobro napisano. Začelo se je namreč tako, da sem jaz doživel te moje gore, tako da se mi je zdelo, da je to tako prima, tako fajn, da to ne smem pozabiti in se je začel, ne da bi kdo v to silil, pisati dnevnike. In drugače v življenju nisem prav redoljuben človek, daleč od tega, ampak doma imam v omari 30-40 zvezkov svojih zapisov, ki mi zdaj ob vsem pisanju pridejo mimogrede strašno prav. Vse te stvari sem si beležil predvsem zase, nikoli za drugega. Potem sem se pa enkrat ujunačil, mislim, da potem, ko sem splezala z Zoranom severno steno Le Court v Franciji, sem to napisal in poslal v Planinski vestnik in bil totalno v supu, ko so pogruntali, ko so to objavili. In sem potem toliko bolj presenečen, da to ljudi zanima in sem še par stvari poslal, kakšne revije, na kar je prišla leta 87 celo ponudba iz založbe Obzorja. Takrat so imeli oni to svojo serijo Gore in ljudje in jaz sem se tiste ponudbe dobesedno ustrašil. Jaz pa knjigo napisati še na 82 čakal gledam, ker to se mi je zdelo veliko težje. Ampak kaj se je zgodilo? Jasno sem pristal, nekaj svoje jim poslal, so bili zadovoljni, to izdali. Sočasno smo pa naredili odpravo v Hindukuš, v Karakorum, in ki je bila tudi tako intenzivna, sem samo iz tiste odprave napisal knjigo, izdal samo založbi in kar naenkrat samo leta 87 pravzaprav zunaj 2 knjigi, vsako po 3000 izvodov, torej 6000 izvodov, ki jih je bilo treba prodati. Pa za tisto me ni toliko skrbelo, ampak toliko sem je pa sam založil, sem pa kar tako malo debelo gledal, pa kaj se je zgodilo, tisto najbolj osupljivo, v enem letu je pošlo vseh 6000. Torej, obe knjige sem razprodal in to je bilo pa zame, da je to še koga drugega zanima kot samo mene. In potem se je pa to tako zelo spontano nadaljevalo. Zdaj tole, ta zadnja bo, sem pri številki 19, knjig, kar pa seveda ni tako pomembno res število,
ampak je bolj pomembno, da so tudi prodane. Vse knjige zdaj ni noben problem natisniti, ne. Malo napisati, ja, da je tisniti, ne, če imaš denar, problem jih je pa prodati, ne. V tem smislu sem pa tudi izjemno zadovoljen, ker čisto zdaj so še 4 zadnje so na voljo. Eno bo zdaj pravkar pošla, ampak vse te 4 zadnje so bile vsaj enkrat ali pa 2-krat dotisnjene, ne. Tako da so ti izvodi, ki v zadnjih let so tam nekje med 4 in 5 tisoč, in če to seveda na slovenskem trgu prodaš, je pa to dober in lep rezultat, ne. Sem pa še, zakaj sem tako nekako zainteresiran, da te knjige gredo nekako v promet, ker od leta 2015, ne, od tega potresa katastrofalnega v Nepalu, ki sem ga doživel in preživel tam dol, skušam tem ljudem v Nepalu pomagati nekako s temi humanitarnimi akcijami. Takrat sem takoj po potresu organiziral nekaj predavanj, povedal ljudem vse, kaj se je zgodilo. Če kdo hotel kaj prispevati, sem vas denar in odziv je bil izjemen, kot Slovenci znamo biti zelo kolegijalni in sočutni, ne. Sem ga odnesel dol in videl, koliko je to tem ljudem pomenilo, in sem nekako si zamislil potem en projekt, ki bi s tem nadaljeval, ne. Je pa malo zoprno, ne moreš ti hoditi vedno znova k ljudem pa jih začeti fehtati malo, ne. Veste, tako fajn, ki ste dali, a boste še kaj dali, ne. In sem se potem nekako založniki pa sam zamislil to zgodbo, da bi te moje knjige ponudili ljudem, ki želijo pomagati Nepalcem, ne, neka simbolična vsota, za to vsoto pa oni lahko dobijo knjigo. In nastala taka win-win-win kombinacija, ne. Jaz sem pokrit, kar se tiče honorarja in vsega že zdavnaj. Tisti, ki za dotisk nekako dajemo na stran, kolikor je treba knjig dotisniti. Ljudje darujejo za Nepal, zato dobijo knjigo in tako rekoč vsi imamo veliko od tega, no. Tako da tudi tale zadnja, ko bo mojih 33 odprav, je tak koncept narejen, no, tako da bom z velikim veseljem pravzaprav ne samo, da napišeš knjigo, da jo ljudje berejo, ampak tudi ima to humanitarno noto, ki mi je pa zadnja leta pravzaprav veliko bolj pomembna kot recimo športni dosežek ali pa to, da si pač napisal knjigo. Tako, prišli smo do konca še ene izmed imenitnih zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Hvala lepa, spoštovani Viki, za to, da ste z nami delili svojo zgodbo, svoje življenjske izkušnje iz sveta alpinizma, iz sveta gora. Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Se vidimo, slišimo kmalu, do takrat pa, kot je potrebno in kot je v navadi, srečno.